Mi smo skupina Šukar, vi pa poslušate Radio Aktivno. Kana je sirkavo, paru velkali. Kame ste puše stut, ko sam tu. Ando trajo, sosi angluno. Mai si, vai mai palan. Dale love, bolkere note, vai žulji, sava kames, sikado, čavora panč, motrajo sarduhas, avtu tikno, ke mande. Kamav svato te keraptuke, pala trajo, pala kamipe. Taj žanesa, ko sam tu. Na elove, bolkere note, najžuvlji Sava kames, sasikado, čirodro, životo, muro trajo te kura. Šajva kerav desenca tuke, soavelas lačo Tysona, ando čačipe sasi hokaipe, kado si maj angluno, je gvaro. Zelena jaka, tri žave, životo, muro trajo te kama. Baro Ilom, naslovna skladba novega albuma zasedbe Šukar. Igor in Nenad pa sta z mano v oddaji Radio Aktivno. Lepo zdrav. Lepo zdrav poslušalcem Radio Ormož.
Pozdravljen. Novi album po dolgem času, Igor. Ja, v bistvu kar nekaj časa smo rabili, da smo izdali to novo ploščo. Pač konceptualno je zadeva nekoliko drugačna od naših prejšnjih podvigov, ne, tako da smo rabili malo več časa, ampak mislim, da se je zadeva obrestovala v pozitivnem smislu. Nenad 30 let letos. 30 let smo zdržali, evo, letos jih obeležujemo z novim albumom, avtorskim prvim, tako da še zmeraj se počutimo mlade. 30 let vzponov in padcev ali samo vzponov? Neskromno lahko rečem, da nekih pretiranih padcev ni bilo, ne? Tako da kar korektna glasbena pot. No. Mal ne, padcev dejansko ni bilo. Mislim, padci so normalni v vsakem življenju, samo važno je, koliko se pobereš. Ne? Mi pa nismo toliko nizko padli, da bi se mogli ne vem kako pobirati. Ne? Tako da je v glavnem v teh 30 letih smo pač neke zadeve naredili, nadaljujemo naprej. Ne? Je prvo darilo za 30. rojstni dan album, ki ga danes vrtimo? Pa v bistvu ja, ne, mislim, pač ta datum je bilo treba nekako obeležiti, ne, in glede na to, da je ta album nastajal kar nekaj časa, ne, smo v bistvu se dokončno, sami sebe smo brcnili v zadnjo plat, ne, in smo si pač zadali, da to moramo izdati v letošnjem letu, ne, in to se je tudi zgodilo. Od zadnjega albuma je minilo namreč kar nekaj časa. Ja, zdaj točno od zadnjega je minilo 27, 13 let. Ja, na 3 vse. Mi se sami niti ne zavedamo, koliko časa mine, ne? Ker mi v bistvu skozi nekako igramo, skozi smo v nekem movingu, kar se glasbe tiče, ne? Tako da nam to ni nismo tak tip benda, ne? Oziroma skupine, da bi mogli po vsako ceno, ne vem, vsako leto nekaj narediti, ne? Tako da nikoli se nismo obremenjevali s tem. Pač takrat, ko začutimo, takrat pač nekaj naredimo. Ste kaj pogrešali studio? Studio smo absolutno pogrešali, ne? Še posebej tak studio, kakršnem smo imeli priložnost delati to ploščo, ker so bili pogoji dejansko izjemno dobri, z izjemno dobrimi sodelavci in mi bi še, no, tako da upamo, da bomo v kratkem pripravljeni še kakšno novo ploščo izdati. Pomeni studio prihaja tudi v prihodnje? Pa nekako predvideli smo nekje v roku 2 let. Tokrat, ne. Se bomo probali držati tega termina, tako da v 2, ajde da rečemo 3 letih bo sigurno kaj novega ponovno. Zdaj smo že začeli v 2 ali pa v 3, ne, to je prvi korak, ne. Varovalko moramo imeti, ne. To je prvi korak, ker namreč za to ploščo smo enih 10 let govorili, evo naslednje leto bo pa nova plošča. Tako da, ampak dejansko zdaj, ko smo videli, da je pač zadeva sedi, da znamo delati tudi svoje komade, ne, zdaj mislim, da bo zadeva lažje stekla tudi pri nas samih, ker smo imeli neko, bom rekel, strahospoštovanje, ne, do tega, predstavljati le neko romsko kulturo, ljudje vas percipirajo skozi tak način in pol te malo straha, boš na pravi poti ali se ne boš nekako zaplezal vsemu temu, ne, in zdaj po tej plošči smo imeli zelo dobre odzive, tako strani naših zvestih poslušalcev, tako strani romske skupnosti, neromske skupnosti, tako da založbe in medijev, tako da mislim, da smo na eni pravi poti, da smo našli eno tako pot, ki nas bo lahko vodila tudi v bodoče. Za uvod smo slišali naslovno skladbo, druga pa bo Kamoro. Kamoro je v bistvu skladba, ki je delno inspirirana z festivalom Kamoro, ki je na Češkem, se odvija v Pragi vsako leto konec maja meseca. Na tem festivalu glasbenem smo gostovali 3-krat že, ne. Je pa to eden od največjih, če ne največji romski festival na svetu, oziroma sigurno največji v Evropi in najbolj zveneča imena tudi tam nastopajo. Mi smo imeli to čas, da smo pač 3-krat nastopali tam in je komad v bistvu delno inspiriran s tem, ker govori o tem, da ko pride mesec maj in ko sonce zasije, ne, da takrat pač si zaželimo, da dobimo krila, s katerimi poletimo pač okrog sveta in se ne vrnemo domov vse do mrzle, hladne zime, ne. Kana avel očkon maj, olkam pabola, kamav te avavči rikli, te avel man paka, dajte urja velumjake, bingirosko korkoro, sa je šuk savitu mange, stuke me te da, dajte pida, pantri,
a vel mange mi što sa živen čudro tuke metanava te rode man manges man suni sares man kana here tuke ava te čumides man. Ajde giljav kel taj baša leka meske mire tu sa evrama ohamoro te velta to taj teorija selum jake kodo te anahel taj još udro lungo iven šohanavel taj te pira vandri a vel mange mi što sa živen šudre tuke metene ava te rode man manges man suni sares man kana here tuke ava te čumides man kamoro somna kuno miro kamoro tu sai to verdes manzor saurengo amaro sad somna kuno miro kamoro kamoro somna kuno miro kamoro tu sai to verdes manzor saurengo amaro sad somna kuno miro kamoro. Kana avel očon maj okam pabola Kamav te avav čirikli te aven mapaka Taj te urja velum jake bingi dosko korkoro Saj šuk savitu manges tuke me te da Daj te pira vandriv avel mange mi što Sa živen šudre tuke me te navav Te rode man manges man suni sares man Kana here tuke avav te čumides man Kamoro somna kuno miro kamoro tu sai to verdes manzor saurengo amaro sad somna kuno miro kamoro kamoro somna kuno miro kamoro tu sai to verdes manzor saurengo amaro sad somna kuno miro kamoro somna kuno miro kamoro Šukar z albumom Baro Ilo oddaje radioaktivno. Nenad, pričeli ste leta 1990. Koliko še danes osnovne zasedbe v Šukarjih? Kar v ednini bomo rekli, pričel je Igor leta 1990. Jaz sem pristopil čez pol leta, zamenjal enega člana, tako da midva sva dejansko 30 let se prenašava. Je pa ta trenutna postava najdaljša postava benda, zdaj že v isti postavi smo nekje 16 let. Ne. Tako da, dobro, poredkoma se menjamo. Sedaj imate kar nekaj mlajših moči. Zdaj smo že mi toliko stari, da tudi oni niso več toliko mladi, ne, tako da, mislim, fantje so recimo konkretno od mene mlajši, kakšnih 10-15 let, ne, ampak kaj so letnik 80, recimo, ne, so najmlajši, ne, to sta Štefan in Matevž, sta letnik 80 in ona dva v bistvu že od leta 2006 smo v tej postavi, tako da je že kar nekaj časa in mislim, da bomo tudi ustrajali, pač kolikor se le da. Se te mlajše moči tudi poznajo pri ustvarjanju? Pa sigurno se poznajo, v bistvu že raznolikost vsakega posameznika od nas, kaj posluša privat. Vsak od nas ima nek svoj okus, seveda smo poenoteni pri tem etnu, neki world music, ampak ja, je tudi to ena pridobitev. Ne? Mogoče tudi malo več smo se razširili z avtorstvom, sploh pri tej plošči, ne? Tako da se
se poznajo. Predvsem gre za to, da se vnašajo neki novi stili. Ne? Se pravi, se poskuša nek nov stil, ki recimo konkretno Matevž se dokaj veliko izkazal v avtorskem smislu, ne? In je prinesel nekaj novega v band, sigurno, ker je pač poslušal čisto drugo. On je odraščal ne na Beatlih, kako jaz, ne, ampak recimo na kakšnih drugih zadevah. Ne? In je prinesel nekaj novega notri. Uporabljali smo veliko različnih ritmov, tako da recimo ta Baroilo, ki smo ga slišali prej, je v bistvu konkretno totalni reggae. Ne? Potem imamo bossa novo, imamo begin, imamo ne vem, swing komade, tako da je dosti plošča raznolika tako v ritmičnem nekem smislu, kot tudi stilskem in tudi jezikovnem konec koncev. Ni samo potem romskih ritmov? Ne, v bistvu je tako, romski ritmi ne obstajajo, ne? Ker ritmi so ritmi. Ne? Odigrajo se lahko na romski način, ne? Tudi ta reggae je odigran v bistvu, mi domnevamo na en tak nam specifičen način, ki ga lahko karakteriziramo kot romski tudi. Ne? In tako da so vsi ritmi nekako zastopani. Ne? Je pa vse to nekako zapakirano en tak, bomo rekli, romsko, etno, world music pakungo. Ne? Naslednja bo v italijanščini? Naslednja je v italijanščini, La muzika ščava je naslov. V bistvu govori malček o nekih stereotipih. Ne? Se pravi, na tak način se poskušamo hecati z stereotipi, ki jih Italijani imajo o nas, Slovanih, ne? Na tak način, da jim pokažemo, da smo si v bistvu zelo podobni. Gente che viene da qui vicino, un po' più alti, matti e parliamo come un cino, senza vergogna, cattiva coscienza, senza scrupoli veri e con un pizzo di potenza. Siamo la gente che parla un po' di meno, il silenzio di oro così si meglio va. Se è vero chi lo sa. Un mondo senza noi è un cielo senza stelle, il veleno per le donne ma per quelle che son belle. Barbuti, barbari, zingari nel cuore, spendiamo tutto solo per far l'amore. Siamo la gente che prezza un valore, un gusto vale più che un casale già. Se è vero chi lo sa, siamo tutti slavi, più o meno bravi, condannati a vita, prigionieri per sempre di questo nostro sangue caldo con la musica sciava, forte come una clava. Ti facciamo ballare, gridare senza confini con tutti quelli che ci sono vicini. Dai, 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 dai. Da, 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 da. Sono un farabutto d'altra parte di confine, mi piace il prosciutto ma non amo patatine. Sono un buon marito con ottima presenza, risolvo i problemi con un paio di potenza. Sono un uomo che ama ciò che ama, la gallina del vicino sembra un fagiano già. Se è vero chi lo sa, io sono slavo, più o meno bravo, condannato a vita, prigioniero per sempre di questo mio sangue caldo con la musica sciava, forte come una clava. Io vi faccio ballare, gridare senza confini con tutti quelli che ci sono vicini, slavi, più o meno bravi. C'è una musica sciava, forte come la clava. Siamo tutti sciavi, più o meno bravi. C'è una musica slava, forte come la clava.
Mi smo skupina Šukar, vi pa poslušate Radio Aktivno. Borkovac 1984, zasedbe Šukar z albuma Baro Ilo, Igor in Nenad sta z mano v oddaji Radioaktivno. Ta je instrumentalna? Ja, v bistvu ta je instrumentalna in gre v bistvu za eno zgodbo, ki sem jaz doživel nekako leta, ko po mojem spominu 84, ko sem bil na enem seminarju Tamboraškem in sem v Rumi, je to bilo, v Vojvodini, in smo tam z kolegi iz cele takratne Jugoslavije zahajali, oziroma te, ki smo bili malo bolj frajerji, smo zahajali v eno kafano Borkovac tam in poslušali cigane, kako so igrali. In od tod ta neka inspiracija oziroma en tak omaž tistemu obdobju. Šukar in ciganska oziroma romska glasba sta ves čas povezana. Ja, v bistvu začeli smo nekako. Prvotna zasedba je funkcionirala v sklopu folklorne skupine. Bili smo ljubitelji romske glasbe, to nas je potegnilo. In da rečem zanimivo, en naš kolega na radiju Slovenija takrat nas je prepričal, da smo šli posnet prvo ploščo. V začetku si nismo niti predstavljali, da bo to šlo tako naprej, da nas bo peljalo, in smo ostali v tem 30 let. No, evo, zdaj malo smo vse skupaj razširili.
Tako da je med drugim ni samo romska glasba na tej novi plošči. Ne? Ko ste pričeli, ste potem jemali iz te romske tradicije vzhodne, jugovzhodne Evrope? V glavnem to, ja. Rusija, Romunija, Bolgarija, pač ta nam bližji del. Pa zdaj zadnje čase se spogledujemo tudi z nekim swingom, da rečem, kar je bolj prisotno proti Franciji in na zahodu. Kaj pa jezikovno? Ta album je jezikovno pester, prejšnji so bili v romskem jeziku. Je težko potem peti v romščini? Ne, romščina je dejansko en tak zelo specifičen jezik, ne, še posebej to narečje, ki ga mi pojemo, ne, ki je čergarska enačica romskega jezika, ker treba je vedeti, da se v bistvu romski dialekti med seboj toliko razlikujejo, da se praktično ljudje z enega območja in drugega, recimo v Sloveniji, se ne razumejo. Prekmurci in Dolenci, dolenski Romi in prekmurski Romi se recimo ne razumejo. Oni, če se hočejo sporazumevati, morajo pogovarjati slovensko. Ne? Ampak ta enačica, ki jo mi pač pojemo, je toliko spevna, da praktično začutiš melodiko samega besedila, brez tega, da bi se besedilo rimalo, recimo. Ne? Ali pa da bi kakorkoli, ima eno tako ritmiko v sebi, ki ti dovoljuje neskončno nekih možnosti, tako da absolutno ni težko peti. Včasih me ljudje sprašujejo, kako si zapomniš te tekste, ne vem. Mislim, pride kar samo po sebi in si v bistvu zapomniš. Dobro, sicer veš, o čem poješ, ne? Ampak dejansko si pa zapomniš te tekste že po sami neki melodiki, že po sami zvočnosti. Ne? Včasih si veliko lažje zapomnim recimo nek romski tekst kot kakšen slovenski. Ali ne vem. Ja, v bistvu je dejansko ta jezik zelo tak spevan in melodičen, da nekako ti kar, ne vem, znese brez nekega velikega truda. Ne? Ali da je potem tudi vse skupaj povežete z temi raznimi balkanskimi jeziki nekdanje Jugoslavije, ki jih bolje poznamo? Ja, v bistvu, ker smo tudi kot tamburaška zasedba izvajali veliko tovrstne glasbe skozi folkloro, od starogradskih do nekih starejših narodnih napevov, ne? Ko je pač tudi uporaba tega jezika, pa tudi, ker je pač bend dokaj mešan, ne? In je ta glasba dosti prisotna, nam je to bližje, ne obremenjujemo se z jezikom kot takim, ampak nekako melodijo, ki nastane, na njo vežemo besedilo v jeziku, ne premišljujemo preveč o tem, v kakšnem jeziku bo. Ne? Potem ste prav internacionalni. Izgleda, da ja. V bistvu je tako, ne, sej, ko ti nastaja neka melodija, imaš, ne vem, neko določeno predstavo, ne, in si pač po zlogih nekako lalakaš, ne, ali pa, ne vem, žvižgaš melodijo in prav si misliš, glej, tukaj bi pa sedla, ne vem, neka francoščina, ne, ali pa tukaj bi pa ta glasba mi zveni, kot da bi bila španska, zdaj govorim na pamet, ne. In tako je bilo tudi pri nastajanju samega CD-ja, ne, tako da imamo v bistvu skladbe v 4 jezikih. To so, se pravi, romski, slišali smo prej italijanskega, imamo tudi 2 skladbe v slovenščini in 1 skladbo v hrvaščini oziroma srbohrvaščini. Tako da se nismo nekako obremenjevali s tem, zdaj mora to biti slovensko, ne, ampak dejansko, kakor smo slišali glasbo, ne, smo rekli, glej, tukaj bi pa, ne vem, slovenščina sedla. Ne. Tako da je to nekako bilo vodilo. Ne. Naslednja bo Oro Šukar. Oro Šukar je v bistvu avtor pesmi je Matevž Lovrinc, kolega, no to je v bistvu zadnji prišlek v bendu, on je zadnji prišel 16 let nazaj in je, da rečem, malo drugačno od nekega našega dosedanjega zvoka, mogoče malo modernejša in ima neke primesi swinga, o katerem sem prej govoril. On je tudi zapoje, no, tako da je tudi po tej plati nekoliko drugačen zvok. Ciao, Suntiroilo, Cerhaia tu che ghigliaven, assunen romanigi, Raci mange avel, levute su caro menza, Langhi che lena, Ciaia le che lena menza, Oro
šukar, romani gitar, anglo budar, čavo pavaro, šukar, romani gitar, anglo budar, čavo pavaro. Kel e mascaresa e bengeski tambura, già è sexy, tu che le sarando transo, šukar, romani gitar, anglo budar, čavo pavaro, šukar, romani gitar, anglo budar, čavo pavaro. Oro šukar, romani gitar, oro šukar, romani gitar. Oro šukar, romani gitar, anglo budar, čavo pavar. Oro šukar, romani gitar, anglo budar, čavo pavar. Oro Šukar z albuma Baro Ilo, zasedbe Šukar. Nenad dejal si, da je tukaj slišen swing, čeprav po naslovu sklepam, da bi morali plesati kolo. Ja, pa ni temu tako. V bistvu je kar swingovsko naravnano. Ja, v bistvu se tukaj swinga kolo. Ne? Ja. Pleše pa se v krogu. Ne, lahko se pleše v krogu, lahko se tudi pleše swing po želji. Igor, koliko ste do sedaj že izdali nosilcev zvoka? Joj, nimam pojma, po pravici povedano, ampak evo, zdaj mi Nenad miga enih 7, ne, 10? Mati moja, dobro, enih 10. No, v bistvu bi človek rekel malo ali veliko, ne vem, mislim, da ravno prav, ne, glede na to, da smo toliko let bi lahko bilo nekaj več, ne, ampak boljše narediti 10 dobrih zadev kot, ne vem, 20 podpoprečnih, ne. Tako da, evo, to je v bistvu nek naš prispevek, ne. Sicer smo sodelovali tudi na več drugih nosilcih zvoka, drugih avtorjev in izvajalcev, ne, kjer smo pač bili kot gostje, ampak samostojno v bistvu 10 nosilcev zvoka. Materiale se torej nabralo, imate kaj težav, ko izbirate repertoar za koncerte? Ja, zdaj sploh nikoli ga nismo imeli, težav ni bilo. Zdaj pa nastavijo novi materiali tudi v našem avtorstvu, tako da zmanjkalo ga ne bo, ga je dovolj. Sedaj potem tudi večji korak od priredb k avtorskemu delu? Sej, mi smo tudi te priredbe, ki smo jih delali čist na neki svoj način, ne? Tako da je bilo dosti avtorskih potez tudi v teh priredbah samih. Mi smo dejansko veliko skladb totalno razbili, totalno jih na drug način naredili, kot je bil neki originalen posnetek, ne? Tako da je tudi to bil neki avtorski pristop, ne? Ampak sigurno, da je zdaj malo drugače. Zdaj se lahko malo bolj izražaš, malo bolj poistovetiš recimo s komadom, ne? Čeprav smo mi mislili oziroma smo vedno čutili to, da smo povezani s skladbami, tudi tistimi tradicionalnimi, ki smo jih izvajali, ampak se mi zdi, da s tem, ko si avtor dejansko ene določene zadeve, se nekako bolj poistovetiš, bolj si
čustveno navezan na komad. Ne glede na to, kdo ga je naredil od nas, se nekako čutimo malo bolj odgovorne, bom rekel, do samega izvajanja in nekako ti ni vseeno, oziroma vse nam nikoli ni bilo, mislim, mogoče se malo narobe sliši, kar zdaj govorim, kot da bi podcenjeval tisto, kar smo prej delali, ampak neki drug feeling je, kot, ne vem, se imaš rad otroke, ampak svojega imaš malo bolj rad, mislim, z vsemi njegovimi napakami. In ti so sedaj pravi vaši otroci. Prej smo imeli že neke otroke, avtorske, ampak zdaj smo jih v bistvu poenotili na CD-ju. Prej so bili pa tako izleti 1-2 komada v neki začetni fazi. Na začetku, ko ste izbirali priredbe, so to tiste največje romske klasike, če rečem tako pod narekovajem. Bila je prva naša plošča, tam so zbrane neke največje klasike, pa niti ne. Pa smo pa šli zelo široko v bistvu. Na vsaki plošči je mogoče po en prepoznaven klasičen komad, pa tudi ne. Ni pravilo. V bistvu so komadi, ki smo jih prej igrali, bili znani poznavalcem. Niso bili znani široki masi, nasploh pa slovenski publiki niso bili toliko znani, kakor smo mi uspeli pač to zadevo promovirati, oziroma jim predstaviti. In ni bilo to neko vodilo, zdaj ta komad, ne vem, ljudje poznajo, dajmo tega. Ne, nam je bila osnova to, da je pač določena skladba se nas dotakne, se pravi, da je nam všeč. Če še komu drugemu, toliko boljše. Naslednja bo Jesen, to je v srbo-hrvaščini ali srbščini. Ja, v bistvu je to skladba, ki je en tak valček zelo otožen, ki pač nekako govori o jeseni življenja, in o tem, kako pač si mi predstavljamo doživljanje te nekega poznega obdobja. Prilazi i sobom snove mladosti donosi uspomene, bude se a ja se pitam da li iko pamti me, vrijeme teče, nestaje. Samo žudnja zauvijek ostaje, vjetar život odnosi. Pitanja mi nebroj donosi. Da li me tražiš ko ja tebe, sjećaš li se prošlih dana, da li nas još neko treba osim kosca jesenjega. Ravnico,
kako mirišeš. Dok te zorom inje prekriva, da li noću sa mnom uzdišeš? Da li pamtiš sve što pamtim ja? Crne kose s vilom pletene, oči sjajne vatre prepune, usne tvoje meke somotne, grudi jedre tople opojne. Sama, pamtiš li me, koja tebe? Da li nas još neko treba, osim kosa jesenjega? Ravnico, kako mirišeš? Dok te zorom inje prekriva, da li noću sa mnom uzdišeš? Da li pamtiš sve što pamtim ja? Crne kose s vilom pletene, oči sjajne vatre prepune, usne tvoje meke somotne, grudi jedre tople opojne. Jesen in Šukar oddaji Radioaktivno. Baro Ilo je novi album. Kaj pomeni ta naslov? Baro Ilo pomeni veliko srce. To je v bistvu direkten prevod. Gre pa v bistvu za skladbo, ki je tudi nekako osebno izpovedna. Govori pač o temu, da kako takrat, ko siva zamenja črno, ne, misli se na lase, ne, da pač se začneš spraševati, kdo si, kaj si v življenju naredil, ne, kaj lahko pustiš za sabo kot neko zapuščino, ne vem, tvojemu zanamcu nasploh, in v bistvu prideš do ugotovitve, da je, ko skušaš deliti na svete, kaj je v življenju pomembno, da prideš enostavno do zaključka, da je najbolj pomembno imeti eno veliko srce, ki ga imaš za sebe in za vse okoli tebe. Tako da je to nekako na kratko zgodba tiste prve skladbe, ki smo jo slišali. 11 pesmi ste uvrstili na album. Je to ves material, ki ste ga pripravili, ali je še kaj ostalo, ki je v predalih? Zaenkrat je to vse, je velik idej, ki je v predalih, ne? Ampak to smo pustili za 2 do 3 let. Do 3 ponavljamo. No, ne.
Dejstvo je, da smo imeli še enih 2 komada, so bila še v nekem izboru, ampak potem enostavno smo prišli do tega, da je število 11 čisto zadosti veliko za eno tako ploščo, ne? In dejstvo je, da se nam je tudi glede na to, da obljubljamo že ne vem koliko let našo ploščo, ne, smo tudi rekli, zdaj pa počasi dosti, zdaj je treba narediti, ne pa se spuščati v to, da ne vem, študiramo še dodatno leto, pa da potem posnamemo še 3 komada več. Ne. Mi smo se še zadržali na nosilcu zvoka, ne. Že to je uspeh, da smo izdali CD, danes je to že redkost, so v glavnem singli, tako da tukaj gre voda na naš mlin, ne. Zdaj pa lahko počasi začnemo komad po komad. Nenad, sedaj, ko obljubljaš 2 do 3 leta, vse to je zabeleženo sedaj. To pa je res zabeleženo. Nobene teže to nima, jaz sem 10 let obljubljal, tako da... To je pa zabeleženo. Na vseh intervjujih sem rekel, naslednje leto bo plošča, tako da... Zdaj je zabeleženo na drugi način, v nekem načrtu našem. Ja. Kot avtorji glasbe se potem podpisujete vsi ali ima v zasedbi kdo večjo težo? Ne, v bistvu v avtorskem smislu je vsak nekaj naredil, vsak po svoji strani. Kar se tiče glasbe in teksta, smo pa v bistvu bili najbolj aktivni 3, in sicer jaz, Nenad in Matevž. Mi smo nekako avtorji ali posameznih komadov ali smo soavtorji določenih, tako da ostali so pa v avtorskem smislu sodelovali pri aranžmaju. Ne, tako da smo vsi nekako dali svoj pečat, kolikor smo lahko v tistem določenem času, kolikor je lahko vsak po svojih nekih močeh ali kolikor je čutil, je pač dodal svojega. Besedila, tista, ki so v romskem jeziku, je težko napisati? Ja, je precej, čeprav dobro, že toliko let uporabljamo ta jezik v izražanju v svojih teh pesmih, ampak imamo seveda kar veliko pomoč prevajalcev, stalnih, tako da v osnovi sami izpišemo besedila tudi v romščini, ki se pol korigirajo in spravijo na tako pravo obliko. V bistvu je tukaj treba dejansko omeniti Natašo Horvat, ki nam je veliko pomagala pri tem projektu. Ne. Ona je bila v bistvu glavni prevajalec, pač in potem smo ali nekako po telefonu ali pa v pogovoru pač skušali to zadevo prirediti na tak način, da nam pač v melodijo nekako sede. Ne. Določena besedila so prevedena iz slovenščine v romski jezik, določena besedila iz hrvaščine v romski jezik. Tako da ne glede na to, kako smo zadevo čutili, ne, določena, ne vem, recimo pri skladbi Šahmat sem jo recimo napisal direkt v romščini, ne. Samo ona je v bistvu bila tista, ki je nekako zadevo preverila, prevedla, če je vse to tako, kot mora biti, ne, ker le mi nismo taki poznavalci romskega jezika, da bi si lahko upali sami samostojno se izražati v romskem jeziku, in poleg tega je tudi zadevo korigiral oziroma lektoriral Barjan Haliti, ki je v bistvu ena od vodilnih osebnosti, kar se tiče romskega jezikoslovja na teh območjih. On je v bistvu napisal tudi en obširen slovar romskega jezika, tako da, kar se tega tiče, mislim, da bi zadeva mogla štimati. Glasba, Čaje romane, če sem prav izgovoril? Ja, Čaje romane v bistvu pomeni romsko dekle. To je skladba, ki jo je napisal recimo Matevž v celoti. To je tista bosanova, ki smo rekli, da je tudi nekaj drugačnih ritmov. Gre v bistvu za eno tako, bom rekel, bolj vedro skladbo, ne, ki pač poje o romskem dekletu. Nekak je osnova, boljše imeti nevesto na konju, kakor denar v roki. Ne. To je nekak osnovno sporočilo. Najstuke devlikanes memera Accende vlesa tu familia Gili ciordas cado ilo Muri šukar pen šukar prala Bajval gilja bella borjake Čerhaja giljaben ke muro kamipe Perača pijan budbara Deka menkele no čajorja Čaje romane Love kovast
romane, Boriko grast, čaje romane, love kovast, čaje romane. Boriko grast. Najstuke devlikane smemera, Acen devle sa tu familia, Gili čordas kado ilo, Muri šukar pen šukar prala, Čaje romane, love kovast, Čaje romane, Boriko grast, čaje romane, love kovast, čaje romane. Čaje romane, love kovast, čaje romane, Boriko grast, čaje romane, love kovast, čaje romane, Boriko grast, Boriko grast. Mi smo skupina Šuhar, vi pa poslušate Radio Aktivno. Mesom je krov, tu sam gađi, ajde manca, hop, hop. Mesom je krov, tu sam gađi, ajde manca, hop, 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 hop. Som parno, tu sam kali, mala vesjek, šahmat. Mesom parno, tu sam kali, mala vesjek, šahmat. Romale, čavale, bralale, čila
som je kron, tu sam gađi, ajde manca, me som parno, tu sam kali, mala vesjek, šahmat, romale, čavale, pralale, čilabe, tajkele, numaj naroven, romale, čavale, pralale, čilabe, tajkele, numaj naroven. Šahmat, zasedbe Šukar z albuma Baro Ilo, Igor in Nenad sta z mano v oddaji Radioaktivno. Kot sem dejal, letos praznujete 30 let, boste to na veliko proslavili? Ja, potrudili se bomo. V bistvu nekako se zdaj koordiniramo, da rečemo neko turnejco po Sloveniji, ki jo bomo nekje v drugem letu zaključili z večjim koncertom v Ljubljani, tako da skozi celo leto bo to neko naše praznovanje in 30. obletnice in izida nove plošče. Pomeni se, da je veliko vadite za koncerte? Ne, v bistvu mi nikoli, dejansko je tako, da vadimo to, kolikor vadimo, kolikor smo vadili tudi prej. Ne? Tako da dobivamo se enkrat na teden, zaradi tega, ker smo dislocirani po celi Sloveniji, se dobivamo v Postojni, ki je nekako na sredi poti med Primorsko in Ljubljano, kjer je večina benda, ne? In tam vadimo enkrat na teden, najmanj. In nekako so te skladbe nam se že usedle in ni potrebne še nekih dodatnih vaj. Če smo zvadili za ploščo, bomo pa ja že zvadili za uživo, ne? Ker to je še nekako lažje, ker te tudi malo publika ponese, tako da, kar se tega tiče, nas ni nekega strahu. Ne? Dejstvo pa je, da bomo sigurno za ta večji koncert mogli pripraviti neko drugačno izvedbo. Ne? Nismo se še čisto odločili, kako bo to izgledalo, ampak mislim, da ko bomo določili nekak datum in prizorišče, da bo tudi koncept same te prireditve nekak stekel sam po sebi. Na spletni strani piše 14. oktober, gospodarsko razstavišče v Ljubljani. To je bila napaka, oziroma to je bil prvotni plan, ampak potem smo se nekako drugače odločili, ne? Tako da verjetno bomo šli v eno zadevo, kot so recimo Križanke, Cakarjev dom, ker se nam zdi tako prizorišče dosti bolj primerno za nas kot gospodarsko razstavišče, ne glede na to, da vsa čast prirediteljem na gospodarskem razstavišču in je tudi prizorišče samo po sebi ok, ampak nekako se nam zdi, da naša publika bolj pričakuje od nas, da smo bolj v nekem, bom rekel, takem grajskem prostoru oziroma tistem prostoru, ki nudi tudi neki ambient malo drugačen od navadnih koncertnih dvoran. Pa to, v bistvu problem je pa bolj tehnični, ker Križanke v letošnjem letu, v letošnji sezoni ne bojo delali zaradi postavitve nove strehe. Ne? In to težavo ima več bendov, nismo edini, ki letos praznuje neko obletnico. Ne? Vsi pa nekako smo usmerjeni proti Križankam. Ne? Kaj pa tuji odre? Tam ste že tudi veliko igrali. Pa v bistvu tuji odri nas čakajo, ne? Tako da mi si tudi želimo tujih odrov, ne? In tu so neka tradicionalna prizorišča, v katerih smo bili, ne vem, Francija, Češka in ostalo. V okviru turneje oziroma v okviru teh predstavitvenih nastopov nove plošče bomo nastopali v bližnji okolici, ne? V Italiji, v Avstriji. Ne? Kar se pa tiče nekih bolj oddaljenih nastopov, se pogovarjamo trenutno za Francijo spet. In potem bomo pač videli, kako bo glede na neko povpraševanje oziroma glede na interes, ki ga bojo imeli organizatorji v tujini do naše glasbe. Kaj pa ponovitev Japonske? Želje, seveda, mi smo odprti tudi v to smer, ampak za Japonsko bomo videli, mogoče ne rečemo ne. Ni pa v nekem bližnjem planu. Ne? Je bila Japonska posebno doživetje? Japonska je bila super. Mislim, to je eno tako čudno mesto, ne, ki je toliko podobno Sloveniji, kar se naravnih zadev tiče, in toliko različno spet od Slovenije, kot da si prišel kar se kulturoloških zadev tiče, je pa dejansko ena taka velika izkušnja za nas in eno veliko lepo doživetje. Ne. Vsekakor bi si radi, si želimo še kdaj iti na Japonsko, ne, ampak treba je biti malo realen tudi pri nekih samih ocenah.
cenah, ne, Japonska je le en ogromen trg, ki konzumira ogromno zadev, ne, in glede na to, da smo malo zgubili stik z organizatorjem takrat, ki nas je pripeljal na Japonsko, je pač težko pričakovati, da bomo to ponovili v nekem zelo kratkem času, ni pa izključeno, ne, nikoli ne veš, kam te pot zanese. Naslednja bo v slovenščini, Sveta Sara. Ja, Sveta Sara je v bistvu pesem, ki je nekako nastala na osnovi nekih naših doživetij iz Francije, kamor smo zahajali dolga leta na shod. To je shod, kjer si Romi zberejo. Sveta Sara je zaščitnica Romov, edina temnopolta. No in tam smo bili tudi enkrat z Zoranom Predinom, njega smo peljali tudi na ta shod, tako da je on napisal tudi tekst za to pesem, glasbo pa Justin in Matevž. In pesem bo prevedena tudi v francoščino, prav iz tega razloga, ker je nekako melodika taka, da nam je nakazovala to pot. Tam, kjer se srečajo naše poti, po lavandi še morje diši. Sredi mesta majhna cerkev stoji, tam naša črna mati spi. Je naša Sveta Sara, luna naše vroče duše, pesmi piše, solze briše, na kolesa dviga hiše in korakom pot nariše. Roma. Črte nam riše po belih dlaneh, zvezde zapiše žalost in smeh, sanje spomine stopinje po tleh, melodijam ritem in greh. To je naša Sveta Sara, luna naše vroče duše, pesmi piše, solze briše, na kolesa dviga hiše in korakom pot nariše. Roma. Je naša Sveta Sara, luna naše vroče duše, pesmi piše, solze briše, na kolesa dviga hiše in korakom pot nariše. Roma.
Dejala sta prej, da je Baro Ilo išel še nad CD-jem, torej ste stara šola. Ja, se tudi na LP-ju bo išel. Tako da bom še starejši. To si lahko zdaj privoščimo. Ne? Kaj pa digitalne platforme? Pa dobro, digitalno je, danes je to avtomatsko, ne? Čim karkoli izdaš, je že nekje na spletu se vrti v omrežju, ne? Med mrežju in ne vem kaj. Ne? Tako da dejansko to ne moreš niti preprečiti, oziroma bi bilo tudi nesmiselno preprečevati. Ne? Pač glasba najde svojo pot do poslušalcev ali v tej ali v drugi obliki. Danes množica ljudi niti ne posluša drugače glasbo kot s telefončkov. Ne? Tako da mislim v neko roko žalostno, ampak po drugi strani pač to je njihov svet in ne moreš to braniti. Ne? Mi bi si želeli, da čim več ljudi pač si odposluša lahko to našo glasbo na kvalitetnem nosilcu zvoka in sicer ob kvalitetnih, ne vem, predvajalnih napravah, ne? Je pa to nekako iluzorno pričakovati, da bojo vsi naredili. Ne? Verjetno tudi digitalne platforme v smislu prodaje in predvajanja. Ja, to je pa podprto vse, ker je v bistvu CD izšel pri založbi ZKP RTV Slovenija in oni so poskrbeli za to, da se ga da dobiti, pesmi se da dobiti povsem na vseh dostopnih platformah. Dejal si tudi vinilna izdaja. Ja, zato, ker se nam nekako zdi, da ta glasba paše in da naši poslušalci še zmeraj nekako prisegajo na to, so ljubitelji to vrstne glasbe in nekako shranjujejo si to glasbo na takih nosilcih. Ne? Že jaz sam še danes kupujem CD in imam veliko prijateljev, ki to nekako tako arhivirajo. In plošče. Ne? Plošča se pa itak počasi nekako vrača na trg ponovno. Ne? Če gledamo še naslovnico albuma, ste tukaj vi v malo drugačni obliki? Pa ja, v bistvu malo smo dali glasbila na prvo stran, ne? Je pač malček stilizirana ta zadeva. Nismo se ne vem koliko obremenjevali s to naslovnico, pač to je bila stvar oblikovalca in mi smo nasploh zadovoljni z to obliko in nekako je zabeleženo to, kar je. Ne? Da dopolnim, v bistvu tukaj ni spremembe inštrumenta, ni nihče zamenil v teh vseh letih, tako da ne bo šoka za publiko. Ne? Mi smo se malo spremenili, ko smo štartali z inštrumenti. Na drugi plošči pa že mogoče kaj drugega. Inštrumenti so še vedno iste barve, ne? Tako da... Ima pa tudi vsak svojega ptiča. Ja, to je pa nekako vezano na in oblikovalca in na naše delovne naslove in kako da vse skupaj poleti. Predzadnja bo Gadžo. Gadžo Dilo, ja, to je oziroma Gadžo pomeni nerom, ne? In to je ena taka, to smo mi v bistvu, ne Romi, ne? In v bistvu ta pesem govori o tem, da jaz sem en reven nerom, ne? Ki ti lahko ponudim streho iz oblakov, zidove iz zraka, ne? In posteljo zeleno in travnato. Ne? V bistvu mi na osnovi svojih izkušenj in nepridobitništva zavajamo dekleta na ta način, da se jim razgalimo do konca in povemo, kakšni reveži smo. Ja, in takih ponudnikov je danes vse več, ne? Tako da se bo marsikdo prepoznal noter v komadu. Gadžo Dilo čororo, najmalove mesen korkoro, saso tuke mekada, sitete vočejerja, ezrakoske falura, tatarel me balvala, pato kovlo zeleno, hajčarako mištoro, kolineske šeranda, ečangenge postina. Jekvar me barvalo a vama, ave spale muri kamljori, okam lipe ančela, keramarova zdela, tu san muri ekutni, sjamari kesmeti, mindik me kamava tut, astarava lava tut, tu keća je sakada, samo tu ke me mangav.
krokodilo čororo, najmanj love mesen korkoro. Saso tuke nekada, sitete vočejerja, ezra koske falura, tatarel me balvala, pato koblo zeleno, ajčara komistoro, tuke čaje sakada, samo tuke me manga. Igor in Nenad, za konec, izzivi torej so, Nenad, ti praviš, vedno 2 do 3 leta. Ja, jaz sem nekako tak v številkah optimistično, jaz napovedujem, ne? Igor podaljšuje ali skrajšuje, ampak pa se pa le nekje srečamo. Ampak bo. Igor običajno govori samo o nekih desetkah. Ja, jaz sem bolj za desetniški sistem. Ja, tisto, kar ponavadi je tako, da ko se srečaš zdaj že z nekim človekom, ne, pa rečeš, bentiš, nismo se videli, kdaj smo se nazadnje videli, ne vem, kdaj, zadnjič, ne, ja, in se izpostavi, da tisto zadnjič je bilo pred enimi 15 leti, ne, tako da je to pač tako, ne, da obljubiš zadevo, da bo jutri, ne, in potem vidiš, da bo v bistvu pojutrišnjem, ne. Čas hitro teče. Ja, nazadnje smo bili v Ormožu 15, mogoče celo 20 let nazaj, ne. Tako da nismo edini, ker smo samo v desetkah. Mislim, da smo takrat tudi imeli intervju. Verjetno je bilo takrat, ja. Mislim, da je bilo grajske prireditve, ne, in mislim, da je bil to izid, se mi zdi, plošče tudi, ne, konec koncev, ne vem, prvo Iv se mi zdi, da je bila koncertna turneja, nekaj takega, ja. Moral bi malo pogledati svoj arhiv, bi mu verjetno našel. Ja, je pa to, točno 20 let nazaj, ker prvo Iv je šlo leta 2000. Če rečeš 10-20, to ublažiš malo, 10-20 je manj. Lažje prenese človek. Še eno bomo zavrteli za konec, to bo Uspavanka v slovenščini. Uspavanka je v bistvu skladba nekako posvečena, namreč Šukarji nas je 5, ne, imamo pa 7 hčera vsi skupaj, ne. Tako da je nekako posvečena našim hčerkam in tistim trenutkom, ko si jih spremljal, odkar so bile male, ne, do takrat, dokler ne zrastejo, ne, in to je v bistvu ena taka nežna skladbica, ki pač na en tak intimen način izpove neka naša čustva do svojih hčera. Uspavanko spuščamo za konec tega pogovora. Igor in Nenad, hvala, da sta bila gosta oddaje Radioaktivno na Radio Prlek ter uspešno in delovno naprej. Hvala za povabilo in lep pozdrav vsem poslušalcem. Hvala in lep pozdrav. Pade noć na tvoje mehke kodre in lune si zapirati oči. Takrat ujel bi vse besede modre, tebi jih dal za bodoče dni. Vem, da ti si jaz in jaz sem ti. Smej se in odženi svoje temne dni. Leti in poleti nad vse skrbi. Leti kakor ptica, saj čas beži. Moja si.
boš nekoč razprla svoja krila, nad tabo bdelo širno bo nebo. Če bo hudo, vedi, da vedno bom ob tebi. Srce odprem in sprejmem te v objem. Vem, da ti si jaz in jaz sem ti. Smej se in odženi svoje temne dni. Leti in poleti nad vse skrbi. Leti kakor ptica, saj čas beži. Moja si, mirno spi. Mi smo skupina Šukar, vi pa poslušate Radio Aktivno.